Lep pozdrav, dober večer vsem skupaj, hvala za obisk. Zdaj, nocojšnja dežela pridnih je v marsikaterem pogledu malce posebna. Najprej posebna zaradi obiska, kar je seveda izvrstna novica in hvala vsem, da ste prišli, ampak moram priznati, da me to niti ne preseneča, ker glede na gosta, ki jo gotovo zelo dobro poznate, sem to tudi pričakoval. Še jaz sem prišel na Boštjana. Tako. Temu se reče prijateljstvo. Ja, pa ja, Poseben je pa ta večer tudi zaradi geneze, zaradi načina, na katerega smo sploh prišli na idejo za to, da se v tej zasedbi sestanemo na tem odru. Namreč ideja ni bila moja, jaz sem jo seveda sprejel z odprtimi rokami, ampak v bistvu je prišla strani Andraža kot neke vrste kompenzacija, tako je on to predstavil, ker pač sva se dogovarjala za neko drugo stvar, ki jo je bilo pa treba žal odpovedati in je potem on predlagal, da pa bi se morda soočil z Boštjanom Videmškom. Jaz sem rekel, da je to seveda odlična ideja. Boštjan je bil za, potem pa je padlo vprašanje, o čem bi se pa zdaj vidva sploh pogovarjala. Ne, sama resnica je drugačna. Jaz sem to predlagal zato, ker sem vidva drugače, čisto nič ne vidva. No. Tega mi nista povedala, ne? Skratka, debata o tem oziroma vprašanje, o čem pa bi se vidva sploh pogovarjala, je bila zelo hitro rešena in zelo hitro se je pojavil ta naslov, nisva oziroma sva idiota in zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah humanizma. Jaz sem predlagal sva idiota, poj pa Boštjan rekel, da dodava, da nisva idiota. Tako. In mislim, s tem je seveda tudi sam naslov pridobil neko večdimenzionalnost ali pa vsaj dvodimenzionalnost in na to vprašanje zdaj, ali sta ali nista idiota, sem prepričan, da bomo dobili odgovor tekom pogovora. Tako da bi ga mogoče, ja, seveda, to je odgovor, ki ga nekako pričakujem od publike, ne od vaju. Ne? Kar pa se tiče podnaslova, se mi pa zdi do te mere kompleksen in tudi zanimiv, da bi verjetno kar štartal iz njega. Se pravi, zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah humanizma. Zdaj, ta podnaslov že v izhodišču implicira vsaj troje, ne? 3 vprašanja. Prvo vprašanje je, kaj humanizem za vaju sploh je, kako ga razumeta. Drugič, seveda, kje so njegove frontne črte. In pa tretjič, kaj pomeni vztrajati na njih. In mogoče, če ta 3 vprašanja zastavim kot neko izhodišče in vam predam besedo. Ti si zamislil se skupaj. Ne, podnaslov je tvoj, tako da prosim. Ja, sem vedel, da bo to letelo. Napadaj tako kot pozdravljeni si skupaj, evo škripa tole na stran. Ti všeč mikrofon, si rad blizu mikrofona, ne? Ti pa še to. Izvajanje transferja v živo. Rad bi rekel, da imam totalno tremo zdaj, zato ker imam ponovadi malo drugačne sogovornike kot sebe, ne? In sem jaz tisti, ki postavlja vprašanja, tokrat sem pa prisiljen v odgovore, ne? Jaz se izogibam stare definicije humanizma, ki je v resnici izključujoča, ne? Moderni humanizem dojemam kot odnos, intenziven, ljubeč odnos do vsega živega. Ne? V humanizmu vidim tudi recimo živali, ne? Če sem malce patetičen. Moderni humanizem sam po sebi, po mojem pogledu, po vseh recimo dobrih 2 desetletjih, med drugim preživeti na resničnih frontnih črtah, nikakor ne sme uporabljati jezika naroda, jezika vere, ne sme uporabljati pretirane količine občih imen, mora biti naravnan k popolni neprizanesljivi odprtosti. Ne? To je tudi nekako moje izhodišče v mojem novinarskem delu. Ampak ta odprtost nikoli nikdar ne sme biti cepljena z objektivnostjo. Ne? Objektivnost, zdaj pač to vodim v smeri lastnega poklica, v novinarstvu, v pristopu k delu na terenu je pot v fašizem, zelo preprosto. Ne? Ker se enakovredno predvsem po načelih nekakšne ameriške žurnalistične šole, enakovredno sooča z
vsemi udeleženci recimo zgodbe. Ne? Na eni strani, recimo, ne, če sem malce plastičen, ravno kar posiljeno deklico, ne, ki malce razčetverjena leži na tleh, in na drugi strani skupino, paravojaško skupino vojakov, ki so jo serijsko posiljevali. Ne. Mene zahodna novinarska šola sili, da se z obema v danem trenutku pogovarjamo enakovredno. Ne. Tako rekoč sledeč slovenskemu medijskemu zakonu uravnoteženo. Ne. Ker to je pač nek klic na včerajšnje dogodke v Odmevih, recimo. Ne. In mi je to že od začetka, ko sem začel s svojim novinarskim delom, popolnoma nesprejemljivo. Vedno poskušam, pa to se seveda ponavadi zgodi spontano, zavzeti stališče. Ne. Zdi se mi, da je zares humanistično to, da se zavestno, premišljeno, reflektirano, v kjerkoli in kadarkoli postavljaš na stran nekoga. Ne. Že zaradi tega, ker ni ga konflikta, v katerem je kdorkoli enakovreden. Ne. To je fizično in metafizično nemogoče. Ne. In bolj kot delam, bolj kot se trudim upovedovati podobne zgodbe, večje težave imam pri tem, ker se mi zdi, da recimo v našem prostoru je bilo bistveno več posluha za to vrstne zgodbe v letih, ko so v naši bližini nekako divjale vojne. Ne? Ko se nam je mogoče ne zaradi čiste empatije, ampak zaradi nekega občutka posredne ogroženosti smo si postavljali morda več, vsekakor pa ne dovolj vprašanj. V zadnjih letih, še posebej pa v zadnjih 2-3, pod tako imenovanim, ne bom uporabil te besede, po času, ko so Slovenijo prečkali številni begunci, pa se je to preko noči spremenilo. In spremenilo se je od zgoraj navzdol, spremenilo se je od države proti ljudstvu in ne od ljudstva proti državi. Država je bila tista, ki je omogočila fašistoiden diskurs, država je tista, ki je zgradila rezilno žico in s tem dobesedno postavila temelje novega fašizma. Država je tista, ki je omogočila padec delujoče, v nekem trenutku celo nujno potrebne, na nek način meni sicer moteče, ampak vendarle nujno potrebne politične korektnosti, po domače prekrivanja tega, kar smo v resnici, zato, da je del družbe, tisti manj privilegiran ali pa deprivilegiran družba živel lažje in bolje. Te zidovi so padli in žica je njihov najmočnejši, zelo fizičen, zelo objektiven simbol. In ko govorimo o obkoljeni frontni črti humanizma, je ta ena izmed njih. In tisto, kar je najbolj boleče, je, da je dejansko ta žica res sameva. Nikakršne funkcije nima. Razen tega, da legitimizira tisto, proti čemer drvimo s hitrostjo teme. In to je tisto, kar lahko vidimo recimo v državah višegrajske skupine, to je tisto, kar lahko na nek način, nočem delati umetnih primerjav, vidimo v zadnjih letih, morda tudi v Turčiji, to je tisto, kar vidimo v porastu kjerkoli že, seveda z eksplicitnim primerom zlate zore neonacističnih strank, tudi po recimo tako imenovani demokratični Evropi odprte družbe. To je tisto, kar smo na nek način malce drugače videli v primeru Brexita, to je tisto, kar se seveda manifestira v ameriškem predsedniku in vsem, kar ga obkroža in kar ga je omogočilo, in to je tisto, kar se seveda manifestira tudi na drugi strani v najlepšem zavezništvu, ki si ga ta skrajna desnica lahko privošči v primeru Daesha, samoklicane islamske države. Zdaj, če radikalno poenostavim, ali je zate torej moderni humanizem v prvi vrsti antifašizem? To je res radikalna poenostavitev, zato ker ima premočno ideološko težo. In poskušam bežati tudi od tega. Res je, da je, kako bi rekel, tisti, ki je na drugi strani frontne črte, je marsikdaj lahko označen za fašista. Ampak to zbuja vse preveč zgodovinskih in ideoloških asociacij, da bi lahko deloval tako, kot si želim, da bi modern humanizem deloval. Neizključevalno, da bi dal vsaj priložnost razumevanja, reflektiranja dogodkov. Ko je namudoma nekaj označeno za fašistično, profašistično, neonacistično, nam je vsem lažje.
v bistvu se s tem infantiliziramo, postanemo dejansko idioti, ne? Zato, ker imamo očitno preveč očitnega nasprotnika na drugi strani, da bi to notranjo reflektirano sprožilo notranjo reflektirano fronto. Ne? Preveč kolektivno je, ne postavlja dovolj vprašanj, če nekomu rečeš, ti si nacij. Premalo je to. Za tem stoji gigantska struktura. In predvsem je treba fašizem vedno znova reflektirati, preden nanj pokažemo s prstom, ker čim ga poenostavimo na ta nivo, ga v resnici legitimiziramo. Absolutno. Zdaj, Andraž, A lahko nadaljujem? Lahko nadaljuješ, prav. Ja. Ampak bliže mikrofona, biti prosim. Boštjana dosti dobro poznam, da sem dokaj točno predvidel, kje bo zagrabil to temo v izhodišču. In jo je zagrabil kot vse sjajno in mi je tlakoval pot, da poudarim točno to, kar sem sicer tudi sam želel ali pa bi si želel poudariti. Jaz tudi ne pristajam na take oznake, ne? Kot je pro, anti, kontra in tako naprej. In daleč od tega, da bi hotel karkoli pozitivnega opredeliti kot anti nekaj drugega. Sploh pa ne antifašizem, ne nazadnje tudi zato, ker to vod potem v množično poneumljanje in idiotizem kulturnih, miselnih vzorcev minimalnih standardov. Ne? In ko enkrat pristanemo na uporabo minimalnih standardov in to počnemo nekaj časa in nam to pride v navado toliko, da to postane del naše identitete, potem s časoma pozabimo, da gre za minimalne standarde. In ti minimalni standardi postanejo lestvica Sergeja Bubke svetovnega rekorda. Ne? In potem karkoli je nad temi minimalnimi standardi, začnemo opisovati z besedami, kot so nadstandardi, superstandardi, vzornost, zglednost. Če to apliciramo na državo, ne, se takoj pojavi politična retorika dobre volje države, da državljanom, najprej državljanom, ne, ponudi nekaj, kar jim sicer ni dolžna ponuditi, ampak je tako fajn država, bo presegla te minimalne standarde, ki jih ona sama dojema kot maksimum in bo nekaj dala. Ne. Nekaj, kar jim tako ali tako pripada. Na koncu pride do tega, ne, da en minister reče, da nič hudega, če so avtoceste malo slabše, se avtoceste so nadstandard. Ne? Potem nek drug minister reče, nič hudega, če so porušili državljanu, ki je 50 let plačeval vodo pa elektriko, pa je imel hišno številko tam nekje na robu Triglavskega narodnega parka, če so mu porušili njegov dom, nič hudega, se ni imel gradbenega dovoljenja. Ne? In ko ga novinarka vpraša, ja, dobro, ampak istočasno pa niso vile na Primorskem porušali, ne? In ne samo to, ta vila je dobila gradbeno dovoljenje čez noč, ne? In minister reče, ne razumem problema. In ona reče, čez noč je dobila. In minister reče, ne razumem problema. To pomeni, da uradniki dobro delajo, da delajo tudi po noč. Ne? To je tako fašističen argument, ne? Da te sezuje. Ne? Proti temu ne moreš intelektualno nastopiti. Nikakor. Ne? In jaz sam vse bolj mislim humanizem v neposredni povezavi s samim pojmom, konceptom demokracije. Ne? Mogoče bom kaj za tiste, ki berejo, kar sicer piševa, se kaj ponovil, ampak to moram naglasiti. Ne? In ti si dal tle izjemno izhodišče. Ne? Kaj sploh je demokracija? Ne? Mi smo danes ne samo pozabili, kaj je demokracija, ampak smo se nehali pogovarjati o tem, kaj je demokracija. Mi demokracijo dojemamo, ne, tudi mi državljani, ne samo politika, pustimo politika, vse, kar rečemo politika, o politiki ne bom govoril, ker to je pač statistična nesprejemljivka vsega tistega, kar je najbolj v družbi narobe. Dajmo se pogovarjati o neki aktivni državljanski razmišljajoči držini. Kaj sploh je demokracija? Ne? Seveda mi ne živimo v demokraciji, ker demokracija ni sistem, kjer imaš na 4 leta formalne volitve, ker je potrošnik na vsake 4 meseca volivec in je to. Demokracija, vprašanje se demokracije, in tle prehajam na tvoje področje, se sploh ne začne zame pri odnosu politične oblasti do državljana. Ker tukaj je veliko samoumevnega. Ne? Ve se, samoumevno je, da politična oblast ne bo pretepala ljudi kar tako, čeprav tudi to počne. Da jim ne bo kradla, čeprav tudi to počne. Da jih ne bo zapirala, čeprav tudi to počne. Da jim ne bo odvzela pravice do volitev, čeprav tudi to počne. Vprašanje, a gre za demokracijo ali ne gre za demokracijo,
se zame začne pri odnosu do tujcev. Odnos do tujcev je zame glavni pokazatelj, ali lahko v okviru določene družbe, in uporabljam beseda družba, ker politična skupnost je nekaj čisto drugega. Mi nismo politična skupnost. Mi nimamo skupnih ciljev, mi nimamo skupnih vrednot, mi nimamo skupnih hrepenenj, nimamo skupnih aspiracij, nimamo skupnega odnosa ne do individualizma, ne do liberalizma, ne konzervativizma, ne do levice, ne do desnice, ne do ustave, do ničesar nimamo skupnega odnosa. Nametani individualisti smo in to je družba. Ne? Začne se pri vprašanju odnosa do tujcev. Ne? Slovenska ustava, recimo, Slovenska ustava v 1. členu pravi, se opravičujem, če se za koga ponavljam, Slovenija je demokratična republika. Zdaj, ni samo umevno vedeti, kaj to pomeni. Ne? Jaz iz izkušenj vem, da ne moji kolegi, ne sodnice, ne sodniki, ne večina državljanov, razen tistih, ki to za hobi študirajo, a pa profesionalno, nimajo pojma, kaj je to demokracija. Demokratična republika je v bistvu ena sintagma, ki je paradoksalna in ki v ustavi sploh ne bi smela biti zapisana. Ne? Republika pomeni samo eno stvar. Formalno oblast ima ljudstvo. Ni monarha, ni absolutnega vladarja. Ljudstvo ima formalno oblast. Kako gre na volitve, izvoli oblast. Zdaj tisto, kar je bistveno, je pa demokracija. In če bi v ustavi pisali Slovenija demokracija, brez republika bi bilo to isto povedano, ker ne moreš imeti demokracijo, pa imaš absolutnega vladarja. Ne? To ne more biti demokracija. Zdaj, demokracija se, o tem je pišel že, začetki so pa Aristotelu, ne pa Platonu. Platon ima republiko. Ne? Kako smo mi the state prevedali? Republika, kakšna republika? Slovenija mogla biti demokracija, ne? Ustavna demokracija. Demokracija se začne pri odnosu do tujcev. Pri tem, kar si ti rekel, univerzalizacija, odprtost, dejansko odprtost duha. Ko mi enkrat damo meje na mejo bodečo žico, nismo več demokracija. Smo goli, perverzni, surovi republikanizem tiste najbolj radikalne oblike. Ko mi enkrat govorimo... 19. stoletja. 19. ali pa še kaj prej. Ja, mislim, pomladi narodov. Stara zaveza. Ne, jo ravno berem, mislim, da ne bom dokončal, se trudim, ampak stara zaveza. Ne, nasilje, meje, iztrebati, uničiti, dobro, kaznovati, v glavnem. Ko mi enkrat govorimo o kvotah beguncev, nismo demokracija. Ko mi enkrat govorimo, da se pravica do azila podeljuje kot privilegij, arbitrarno, to ni demokracija. Da o tem odločajo policisti. Ja. Če bi samo policisti odločali, bi bilo dobro, to mi je povedal Krivic, da večina policistov ima veliko sočutja in razumevanja za te ljudi, vendar morajo določena navodila, določene ukaze pač izpolnjevati. Krivicu verjamem. Je rekel, če bi nad policijo ne bi bilo ministrstvo, ne, bi bilo morda malce drugače. Ampak da se vrnem na tisto. Ne. Torej, ta odnos do tujca. Ne. Recimo, ko država enkrat v nekem konkretnem primeru dobi vlogo, da tujcu ponudi zaščito in ne ve, kaj bi s tem naredila. Pozabi, da v 3. členu temeljne ustavne listine piše, Slovenija bo samostojno neodvisna, ponavljam studija City, ravno zato, da bo vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije zagotovila iste in enake temeljne pravice svoboščine. Vsem osebam, pa to je najširši, najbolj humanističen, najbolj univerzalen koncept, ki celo Sanka Habermasa presega. Ne? Vsem osebam, ne ljudstvu, kamoli narodu. Naj sam spomnim, v predprejšnji predsedniški kampanji je bivši predsednik republike, ki je profesor prava, v času kampanje ves čas govoril o slovenskem narodu. Kakšen narod? Narod se je izpel, ko je postal nacija, ko je postala država, imaš samo še ljudstvo, prebivalce in druge osebe. To piše v temeljni ustavni listini. Jaz sem šel gledati, koliko sodišč, vključno z ustavnim sodiščem, se do zdaj spominsko spomnilo na obstoj tega temeljnega dokumenta, brez katerega ne bi bilo države Slovenije niti enkrat. Vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije. Zato sem jaz zdaj ponudil neko novo besedilo stavke, ki tako ne bo nobenega zanima. Ampak naredil sem tisto, kar imam jaz za narediti. Ko enkrat državna politika vpraša Bruselj, ali moramo ponuditi zaščito tujcu, Bruselj gre vprašati. Dobro, da gre vprašati, kakšnega hollywoodskega producenta bi razumel, bojo prodali pravice za film. Ampak Bruselj gre vprašati, ali moramo. In zdaj celo Bruselj, celo te
goli, surovi birokrati, oni se začnejo smejati, gledajte, kaj Slovenci sprašujejo, če morajo tujca. In Bruselj ljudno odgovori, ne, ni vam treba. In Bruselj celo reče, če želite, se pravi sugestija, očka, moram na igrišče se igrati, sinko, ni treba, če želiš, se lahko greš, aha, torej se ne bom šel. Ne? In potem Bruselj to vrne in kaj naredijo slovenske oblasti? Aha, ker nam Bruselj ni rekel, da ga moramo sprejeti, ga ne bomo sprejeli. In potem pridejo pravniki in seveda živimo v svetu, kjer moraš za vsak gib najti pravno podlago. In za ta gib, da podeliš azil, moraš najti pravno podlago in tej pravni podlagi se reče Dublinska uredba. In kaj piše v Dublinski uredbi? Dublinska uredba je napisana za otroke do 3. leta starosti. Če ne želiš jeti kakati ali te ne tiši, ti ni treba jeti. Če ne želiš sprejeti tujca, ti ni treba, lahko pa ga, če meniš, da imaš za to dobre razloge. In vsa naša sodišča to interpretirajo, torej, ker jim ga ni treba in ti spregledajo, če imaš dobre razloge, ga ne bomo sprejeli. In se pri tem brezsramno sklicujejo na to isto uredbo. Torej, da ne bom predolg, Slovenija ni demokracija že na prvem koraku. Odnos do tujcev. Demokracija pomeni, da si odprt za vsakogar, za kogar obstajajo dobri razlogi, ne nujni, življenjska ogroženost, dobri razlogi, da ga sprejmeš. Če pa ti sprejmeš samo, kadar so posebni razlogi, naprimer, ker je igral v NBA, bomo 2-krat zapored zmagali po evropskem prvenstvu v košarki, takrat ga pa sprejmeš. To ni demokracija. Zdaj, v bistvu ta infantilizacija, to pootročenje, o katerem si govoril, ne? Tako na ravni v bistvu politike v odnosu do Bruslja, praviš tudi v kontekstu prava, da si temu priča in tako naprej. Kako globoko je na nek način je ta infantilizacija, to pootročenje blizu temu idiotizmu, o katerem se danes tudi tukaj pogovarjamo. Ne? Se pravi, ta neka navides nedolžna, hkrati seveda neizmerno škodljiva pozicija oziroma pogled na svet. Kako globoko se vam zdi, da se je to pootročenje zažrlo v tkivo družbenega življenja? Kje vsega prepoznavate? Kje vse imamo opravka s tem, s to odsotnostjo premisleka, z odsotnostjo iskanja smisla, z odsotnostjo iniciative? Potročenje je zelo mil izraz. Kako bi ti to imenoval? Jaz bi se kar držal naslova. Idiotizem torej. Ok, v redu, pa naj bo idiotizem. Okay. Mislim, da idiot ima tudi zelo izrazito pozitivno konotacijo. Dobro, ok, bom dal kot argument samo v 2 stavkih. Pred časom sem imel srečno naključje, da sem zahvaljujoč prijatelju Bernardu Nežmahu dobil v roke od Greberja knjigo Utopija pravil. To knjigo ti moram še dati na pogled, da poznaš, te ni bilo si pod svet. Utopija pravil. Sijajna knjiga. Sijajna. Ta knjiga govori o fenomenu, virusu birokracija. Kaj je to birokracija, kako se zažira v naše življenje, kako na nje vpliva, kakšni so njeni pravni, politični, psihološki, sociološki vidiki, ampak kaj hočem reči? Avtor, torej ne midva zdaj, v knjigi do zdaj sem prišel, nisem jo še čisto do konca prebral, ker berem zelo počas, prišel sem do 2/3, približno 8-krat ali 20-krat uporabi izraz idiotizem, na nekaterih mestih uporabi pa zato, ker se mi pogovarjamo, izraz fašizem. In to argumentira, in on je svetovno prepoznan antropolog. Torej, naj ne bo ta izraz mišljen kot provokacija ali pa vulgarnost. Za to, o čemer govorimo, dejansko drugega izraza ni. Celo Sartre je uporabljal izraz absolutni kretenizem. Ne? Ampak da ne bi kdo mislil, da je to človek, ki ima absoluten problem s ščitnico, pa da gremo v politično polje, vse Grki si niso kar tako zmislili idiotes. Ne? To ni psovka, tokrat v tem kontekstu to ni psovka, to je koncept, to je politični koncept.
Ne samo politični, vse obsegajoči koncept. Vse ravno to me zanima, kam vse prodira. Ravno to. Ne gre samo za političen fenomen, gre za nekaj več. Mislim, na eni strani je to silovit, oster fokus, na drugi strani je to totalno razpršena pozornost. Lahko govorimo o konceptu, ki ga je predstavil Andraž, na drugi strani pa o socialnih omrežjih. Lahko govorimo o banalizaciji medijev, lahko govorimo o obdobju diktature reality šova, v času strukturirane negativne selekcije, lahko govorimo res, kot že rečeno, o tej popolnoma zblojeni, razprašeni, ki jo ni več nikjer mogoče prijeti pozornosti, ki vodi v to, da v res veliko željo po instantni gratifikaciji, po nemudnem zadovoljstvu, kar je otroška značilnost. Tipična, Tako, ena močnejših. In na to se seveda veže radikalen konzumerizem, ob dataizmu edina obstoječa ideologija našega časa. In ko to združiš v nek paket, bi rekel, v njemu je praktično vse razen človečnega. In pač nočem vsiljevati nekih tem, pa ravno sem se z neke zelo dolge naporne poti iz Kitajske vrnil, kjer sem se ob zgodbi, ki sem jo sicer delal, sfokusiral ravno na to, kako prehiter razvoj informacijskih, ne samo informacijskih tehnologij nasploh, vodi v popolno razčlovečenje. Kako je to hitrejše od zmožnosti tega, da se človek prilagodi na čas, ki nepovratno prihaja. In se mi zdi, da sem zrl v prihodnost, ki je nikakor ne želim doživeti. Zelo rad trudim se ne generalizirati, ampak bi rekel, v 20 dneh zapored sem bil pač v 15 različnih velikih mestih in povsod sem naletel na isto zgodbo, na to, da praktično ni vsaj na neki ravni opažanja več nobenega neposrednega stika med ljudmi. Humanizem so neposredni stiki. Humanizem je tudi dober boks lahko. Humanizem je tudi, da se lahko tako brutalno s prijatelji napiješ in se skregaš in se mu zjutraj rad. Humanizem je seks, humanizem je šport, humanizem je sprehod s psom. Je vse, kar smo. Če ob temu omogočamo vsemu, ne le njemu in njej, da je na podoben intenziven način kot mi. Tukaj se vračam za nazaj. Meni humanizem ni samo to, da nikakor ni samo svoboda človeka, mi je tudi svoboda živali, ker v svoji etiki ne pristajam na to, da za moje užitke lahko nekdo ubija. In se mi zdi to, pa nočeš zopet odseljevati neke teme, ključno za premislek v prihodnosti. In na nek način me veseli, da je to vendarle nekje po desetletjih in desetletjih prodrlo tudi v političen mainstream kot tema. To mi daje nekaj upanja. Ampak ob vsem, kar imamo na voljo, ob vsem, kar lahko preberemo, ob vsem, kar lahko vidimo, beremo in vidimo, preberemo in vidimo manj kot kadarkoli. Živimo v neskončnem gozdu, kjer so drevesa absolutno nevidna. Treba biti tako grobo sfokusiran, da lahko preživiš z neko željo, z neko aspiracijo, z nekim smislom, da v bistvu to vedno deluje samodestruktivno, ker vodi v osamljenost, vodi v neko paranojo, še več. Pri mnogih ljudeh, tudi v mojem, ne v prvem, drugem, pa vendar recimo v tretjem socialnem krogu, vodi v teorijo zarot, ker si je nemogoče racionalno razlagati tako bebavost, sprevrženo norost okolja, ki se tako hitro idiotizira, tako nemogoče to upozvati v normalnem času. Zdi se, kot da se to dogaja v fast forwardu. Še posebej, ko pač, celo življenje živim v medijih, v tiskanih medijih, v teh živih fosilih, tudi nekako drugače, in vidim, kako se v bistvu mi prilagajamo publiki. In s tem, ko se prilagajamo, ne samo, da legitimiziramo idiotizem kot tak, ampak ga tudi širimo v res takih gigantskih koncentričnih krogih. Vsakim kamnom, ki ga vržemo, gre to v ocean, ne v bazen. Še huje verjetno dejstvo, da se ista logika perpetuira v šolstvu, kjer se stvari prilagajajo otrokom, namesto da bi se od njih nekaj zahtevalo, ker vse, kar nekako diši po zahtevnem, težkem in napornem, je a priori označeno kot nekaj problematičnega. Ampak eno vprašanje se mi ob tovrstnih
pogovorih vedno nekako usiljuje in se mi zdi, da si ga moramo vedno znova zastaviti, čeprav je mogoče ponavljajoče se. Namreč, čim govorimo o teh stvarih na tak način, kot govorimo zdaj mi, se iz tega vsaj na vides izvzemamo. Govorimo iz neke mičkeno zvišene pozicije ali pa celo zelo zvišene pozicije, kakorkoli, v vsakem primeru govorimo od zunaj. Ampak po drugi strani mi smo del tega. Mi to živimo in ne samo kot pametnejši opazovalci, ne samo kot opazovalci z udeležbo, mi to na neki ravni tudi Seveda. ustvarjamo, soustvarjamo. Kako v bistvu živeti znotraj tega in se hkrati iz tega izvzemati in predvsem, kaj nas, ali pa kaj vidva mislita, da vaju legitimizira, da stojita na teh frontnih črtah, o katerih se pogovarjamo. Kako se s tem soočata? Ker vendarle vsi trije, oziroma vsi prisotni, vsi smo del privilegiranega sveta. Vsi tvorimo ta, bi rekel, vseobsegajoči idiotizem. Mislim, da ne bo tle nesporazuma. Mi smo idioti. Mislim, da ne. Se moramo biti do mere, ki je nujno potrebna, da preživiš. In ta mera se širi. Napihuje se kot nepremičninski balonček. Če poči, si mrtev ali greš v norišnico. To je modifikacija v realnem času. To je evolucijski proces. Jaz se nič ne izvzemam. Jaz nič ne zgledam od zunaj. Jaz sem, kot bi rekel Pascal Bruckner, do vratu potopljen v govno, v blato, ki ti se smejiš, ki veš, zakaj se smejiš, potopljen, in ravno toliko glava gleda ven, da vmes, ko govtaš, še približno malo dihaš. Mi smo vsi globoko del tega, ker ne moreš upravljati nobene službe, nobene funkcije, danes ti ne moreš pobegati. Danes ti ne moreš kupiti hišice na Krasu in se tam jeti samozadostno preskrbo. Preden kupiš hišico na Krasu, rabiš papirologijo, da bo ta hišica na Krasu tvoja last. Dobar, pa potem, $1 milijon, ampak... Dobar, itak, ja, ampak dobar, recimo, da bi bila to neka skromna hišica. Recimo taka, ki stane recimo samo 200,000 evrov, pa plačuješ potem kredit, recimo pa živiš še od 500 evrov. Vsi smo globoko v tem. In zdaj, vsak delček našega življenja, ki je kakorkoli povezan z birokracijo, ki je politični koncept in družbena praksa, nas v povezavi s to birokracijo spreminja v idiote. Vsak najmanjši stik z birokracijo. Ampak ni birokracija na neki ravni ravno to? Absolutna odsotnost mišljenja. Ne na neki ravni. To je bistvo birokracije. To je bistvo sodobne birokracije, zato pravim, da je ta knjiga Utopija pravil tako sjajna. Jaz bi si želel, da bi napisal to knjigo. Jaz sem neke poskuse na to temo delal, ampak ta knjiga pa v celoti to zajame in spet se tist zgodi, kad bi rekel Marcel, to preberete in zavzdihnete, to se dogaja samo v Sloveniji. Pa preberete, to je možno samo v Sloveniji. Podobno piše Miha Blažič Antokov, čudoviti knjigi, Samoumevni svet, vse to opisuje, ker se mi danes pogovarjamo. Super knjiga. Vsak stik z birokracijo je stik s popolnim idiotizmom. Papirologija, z globoko premišljenim idiotizmom. To je posledica politične odločitve. To je tehnika političnega gospodovanja z velikim G. Birokracija je politična odločitev. Tudi ekonomskega. Spleteno, ne moreš razlikovati. Imamo politično ekonomijo. Ekonomija brez politike pa... se razume. To, da birokracijo na nek način razumemo kot absolutno odsotnost ali pa zanikanje mišljenja, ne pomeni, da ni premišljena v štartu. Boštjan, taka je. Rad bi dal Boštjanu besedo, ker se nekaj zmrduje. Ne, se že. Aj dvignil roko. Veš kaj? Obe, Dvignil je obrv in to je dovolj. Kako govoriš, še nisem prišel do besede. Ne, povej. Ne, sem že, se razumemo. Se on se z mano vse strinja, mene vpraša, on bo kimal. Se pravi, okej, Ne, smo to kaj povem. Vajn? Ne več. Zdaj vajn podnaslov, oziroma naš podnaslov, naš skupni podnaslov, seveda implicira tudi nek boj, stati na frontnih črtah. Govorimo torej o boju, govorimo o poslanstvu. Seveda vsak boj je na neki ravni
boj proti nečemu in hkrati boj za nekaj. Zdaj, mislim, da o tem, kaj je ta proti, smo že kar precej povedali. Če bi se mogoče zdaj osredotočali na to, kaj je potem takem ta za, kaj je pozitivni aspekt tega boja oziroma kaj upata, da svojim bojem proizvajata in prinašata. To je boj za podobno priložnost in vsaj približno ista izhodišča, ne? Od nekega trenutka naprej. Zelo simpel. Ne? Na vseh ravneh. Tukaj ni blazno veliko zapovedati. Res. Že, mislim, v novinarstvu je to v resnici preprosto. Zavzameš stališče, opišeš, mislim, najprej seveda obiščeš prostor, pogovoriš se s čim več ljudmi, orišeš okoliščine, intuitivno in intelektualno in emocionalno začutiš, kaj je, kdo je, kako je, ne? In potem pač ustrajaš ne glede na odzive na svojih položajih. Ne? Sprejemaš take in drugačne artilerijske izstrelke, ne? In to pač ponavadi krepi, ker to, bi rekel, zgolj utrjuje pozicija, ne? Samo foxhole je mogoče malo globi, ne? Kot se reče v vojaški terminologiji. In recimo, večkrat se pojavi kakšna kriza. Ne? V trenutku, ko sem pač končal svojo zadnjo knjigo Na begu, ravno ko sem pač pisal zadnja poglavja, je zrasla žica. Ne? Imel sem občutek tako ošaban, skrajno samoljuben občutek, da sem s svojimi dolgoletnimi pisanji o begunskih tragedijah nekako uspel vsaj tako približno, minimalno penetrirati v družbeno tkivo, ne? Da bo ob naivnem verjetju, da res obstaja neko vsaj približno trdno jedro humanizma, ne? Da se bo družba celostno odzvala na to, kar se nam je zgodilo na južni meji. Ne? In se to ni zgodilo. Ne? In v času, ko se to najmanj ni zgodilo, je knjiga ravno izšla. Ne? In to mi je v bistvu prvič v celotni novinarski karieri povzročilo kar precejšno krizo. No? Tako res željo, da bi vse skupaj odjebal in pustil za sabo in počel nekaj drugega, recimo odprl pasji azil. Ne? Brez ironije. Ne? In spomnimo isti problem. So se stvari, vse čas govorijo o isti stvari. Ne? In kaj potem narediti? Ne? A je to ego? Ne? Je to osebni poraz? Se ukvarjaš s sabo, se ukvarjaš z družbo? Ne? Seveda je vse skupaj prisotno. Ne? In potem pač sem šel na nek daljši sprehod čez svojo profesionalno in osebno pot in sem gotovo, da pač je treba spremeniti fokus. Ne? Iz kolektivnega je treba iti na individualno. Ne? Treba se je res od nekih zgodb, ki zelo hitro obstanejo v času in prostoru in zbledijo, ne? Se treba osredotočiti na tiste, kjer je mogoče jih ob koncu dneva spremeniti in dejansko pripeljati do podobnih izhodišč in podobnih možnosti. Torej, se zelo krvavo boriti za dotičnega izbranega človeka in v njemu z nekim naivnim verjetjem, da to pomeni malce več kot le en človek, iskati navdih, inspiracijo, svobodo in prostor tudi fair enough osebnega in profesionalnega zadoščenja. Ne? In to se mi je nekako potem začelo kar spontano dogajati. Ne? In v bistvu je to tisti drive, tisti pogon, ki ohranja motivacijo živo. Ne? Je pa vedno znova soočanje z medijsko, družbeno, politično, kakršnokoli že, celostno realnostjo, tako trpko, da seveda to, če se vrnemo k tvojemu prejšnjemu vprašanju, kliče k osamitvi, ne kliče k begu, kliče kje druge, pa vendarle hišici v preriji. Ne? Ampak ker sem pač odrasel v športu, se mi to zdi, in sem vedno v 87 minuti pri 0,4 se metal pod noge kot posleden idiot tudi na asfaltu, ne, se mi zdi, da se to preprosto ne more zgoditi, ne, in bo ta hišica še dolgo prazna. Se pravi neka konkretizacija. Konkretizacija, ne, to, mislim, ne verjamem več v to, da je mogoče s tekstom spreminjati svet, ne, niti slučajno ne. Andraž Klih, kar si izdal knjigo, zapravo, ne, mislim, sej. A ne prijatelja. Ne, hočem reči pač to... On je izdal knjigo. Ti pa prijatelja. Ne, hočem reči pač to...
Alan Forda. Škoda, ne. To je stara. Pa to pa zdaj nekaj. Imeti ta 2 evra za kafe nazaj. Zdaj imaš. Ne, ampak to, da priješ na neki točki do ugotovitve, da s tekstom ne moreš spremeniti sveta, je To sva trenirala. tragično, ne? Ali kako? Prej si mal tekst, si mal drugače pozval. Glede upora. Boja, za, ja. Boštjane, jaz ne mislim, da gre, vsaj pri meni, jaz ne dojemam tega početja kot upor. Ne. Sej, tudi, ne? ja, v javnosti... Boj, ne ja, upor, boj. ma tudi kot bojne. No. Meni je to, kako bi rekel, recimo, ne vem, če bi rekel po Frankfurtu, to je moj tako zvani izven moralni modus operativnosti. Se pravi, način bivanja. Ne? To je moja identiteta. Jaz tega ne povezujem ne z bojem, ne z uporom, tudi z moralo. Ne? Bom pojasnil. Ne? Zdaj, označiti, da je upor, mislim, kaj je zdaj to upor? Ne? Pristajam na besedo upor, če jo razumemo spet v kontekstu naslova današnjega srečanja. Skrbeti aktivno, pozorno, osredotočeno in odločeno na dolgi rok, skrbeti za to, da ne bi prehmal ali pa preveč podlegel tistemu, kar te naredi za osebo, ki izpolnjuje pogoje za definicijo idiota. V tem najširšem socialno-političnem spektru. Ne? Sicer gre to, jaz to dojemam kot mojo vedensko nujnost. Ne? In na določeni točki, mogoče bo to izvednel paradoksalno, ampak na določeni točki, to sta se prej pogovarjala, ker sta se pogovarjala za nos, pa eros, pa motivacija, pa to, o čemer govoriš. Na neki točki se mi zazdi, da vsaj za trenutek, in ta trenutek je odločilen, da s tem nadaljuješ, ker iščeš te trenutke, ki jih potem seštevaš na dolgi rok in dajo neko konstanto, začutim neko stično točko s tistem, kar psihoanaliza pravi, ko opisuje ljubezen. Pasti nekam. To, kar Žiže govori že 20 let, pa nimamo Slovenci izraza za to. To fall in. Torej, da padeš, da ne razmišljaš, da ne gre za analitično, racionalno presojo, strateško usmerjeno, ker najprej izdelaš strategijo, potem izberaš različne taktike, enostavno ravnaš na določen način. In to se mi ni zdi nič frajerskega, nič posebnega. To je enak modus ravnanja kot nekdo, ki lovi metulje, nekdo, ki se ukvarja športom, nekdo, ki bere knjige ali nekdo, ki vsak dan mrljivo hodi v službo. Pod pogojem, da ohranja toliko humanizma, da drugim ne povzroča škodo ali da se ne okoristi na škodo drugega. Tisti, ki je res frajer, ne, in tukaj ima Žižek prav, ta se bo šel revolucionarja. Ta bo pa tvegal vse. Ta bo dal vse na točko, on se pa bori s sistemom. Jaz se nič ne borim s sistemom. Ko jaz kritično, pa kdorkoli drug, naslavljam obstoječo realnost, s tem dajem tej realnosti največjo možno legitimnost. In to je paradoks našega dela, ki nas dela za hudičeve advokate. Vsaka moja kritika družbene realnosti, sistema, ljudi ali institucij je ogromen kamen, ki ga vržem na kup legitimnosti. Tistega, ki ga kritiziram, kajti s tem, da mi on kritiko dovoli, ohranja svojo lastno pozicijo. Bolj kot jaz kritiziram, bolj kot mi kritiziramo in ne gremo dlje, od tega bolj je njegova pozicija zavarovana. Uboizem oblasti. Ta oblast gre potem še korak dlje, pa včasih reče, vse to ste pa dobro povedali, ali pa s tem se pa da strinjati, to bomo pa upoštevali, ali pa se celo smeši na svoj račun, si daje to totemsko masko človeške podobnosti. To je samo legitimiranje tistega, kar je. In iz tega ali ne znam, ali pa nočem, ali pa ne morem iti. In to tudi, in še to bi poudaril, nima veliko praviti z moralo. Midva to, kar počneva, ne počneva zaradi morale. Midva to počneva, ker to sva. Zdaj, a se drugim zdiva,
da kaževa nekaj več zunanjih elementov tistega, kar ljudje generalno razumejo kot morala in moralna drža, super. Sem vesel tega, da me ne pretepejo, ne kamenjujejo na ulici ali ne popluvajo, ko grejo mi mene, kaj šele, da ti kdo stisne roko ali pošlje prijazen mail ob neki tvoji javni akciji. Ampak samo neposredno vezo to z moralo nima. Ker ne nazadnje ob tem tudi prav zelo ne trpiva. Jaz, ko izdam knjigo, ne trpim. Ko napišem članek, ne trpim. Ko grem v predavalnico in govorim tisto, o čemer sem prepričan, ne trpim in tudi tukaj se imam hudičevo dobro. To nima nobene neposredne veze z moralno držo. Tako da ne bi izpadlo, da bi kdo tukaj o sebi mislil kamoli, da predstavlja kakšno moralno identiteto. To je pa izraz, ki ga pa jaz živ ne morem slišati. Ne. Moralna identiteta, to je protislovje, to ne gre skupaj. Ne. Predsednik republike bo moralna identiteta, pa lepo vas prosim. Mislim, ne gre že po definiciji, ne gre. Ne zato, ker on ne bi bil sposoben biti ali ne bi hotel. Ne more biti politični koncepti in persone moralne avtoritete. Ni enačbe te matematične. Ko sem se pripravljal na ta pogovor in glede na to, da načeloma kar precej spremljam vajno početje in ga poznam, sem razmišljal, kako bi vaju prebrskal še drugače oziroma kaj mi lahko mogoče stric Google ponudi drugačnega. Tako Google, to je. No in sem prebral še 2 intervjuja z vama, ki jih prej nisem poznal. To je bil iz Playboya. Zato Si bil tako oblečen ali? Malo manj, dejansko. Kak populistek je v tebi? Tvoj je bil pa iz Ona Plus. Na predsedniške gre. Da ne boš... Evo ti! No in ta v Ona Plus je bil zelo zanimiv. Ne veva, kam so dva. Tako. Ta v reviji Ona Plus je bil kar precej poučen. Ti moraš se jasen target. Ja. Prva stvar, ki sem jo tam že izvedel, pa si jo ravno kar povedal, tudi sam, je ta, da to pač si. Ne? Ker tam opisuješ tudi anekdoto iz šolskih dni, kako te je učiteljica pozvala, pač vprašala enkrat, pa zakaj se ti skozi postavljaš za druge in jih braniš in tako naprej. Ne? Da češ, da si to počel že v otroštvu. Sem mislil, da je to punca mu všeč. Druga stvar, tega v intervjuju nisi povedal. Prstenjak je šel v musko, jaz sem pa branil. Kitaro moraš igrati. Pa vidimo, kje smo. Pa motor pride prav. Pa še ena stvar, ki si jo povedal tam, namreč, da si razmišljal o tem, da bi bil novinar. Bojda, tako piše, v njej plus, ne? Tako da njej verjamemo. Ne, če je v medijih, tako, potem mora biti res. Ne, ampak zdaj pa čist resno vprašanje. Čist resno vprašanje, ki se tiče govorice, jezika. Oziroma, raje rečem govorica kot jezik. Se pravi, ne govorim samo o jeziku kot o nekem formaliziranem sredstvu komunikacije, govorim o govorici kot o nekem celostnem živem bitju. No. Tako res, skoraj da. Ne? Oziroma nekaj, kar nas kot bitja zelo definira. In mislim, da nas pač govorica, ki jo uporabljamo, sploh, če se z njo ukvarjamo intenzivno, ne samo na vsakodnevni, ampak tudi na neki nivoju, recimo temu poklica in poslanstva, zelo oblikuje. In pač govorica prava je zelo specifična, je zelo precizna, vsaj tako jo doživljamo mi, ki pravo zremo, vsaj jaz, ki na pravo zremo od zunaj. Se pravi, zadostiti mora ves čas tudi nekim zelo strogim formalnim kriterijem za to, da jo lahko imenujemo govorica prava. Govorica novinarstva sploh v novinarstvu, ki se ga greš ti, je precej bližje tudi zgodbi, je bližje, ima več svobode, ima nek literarni moment noter. Zato, da bi bila zgodba, ki jo poveš, prepričljiva, mora imeti tudi nek literarni, na nek način izmišljen element, če se spet vrnemo k Aristotelu in k tem, kaj je bolj prepričljiva umetnost ali zgodovinopisje in te starodavne dileme. Se pravi, tukaj se mi zdi, da se vajni govorici oziroma govorici vajnih strok vsaj na prvi pogled zelo razlikujeta. Kako se vidva znajdeta v jeziku, ki vama kot pravniku ali pa kot novinarju nekako pripada, s katerim rokujeta? Jaz sem gotovo manj težav kot Andraž, zato ker je prostor, pred 3 dnevi sem se pogovarjal z enim svojim prijateljem, sotekačem, tudi piscem, Samotom Ruglom,
ker mi ves čas mi govori, da ne pišem še knjige, da dokončno izstopam iz formalističnega jezika, ki ga novinarstvo samo po sebi nekako ponuja. Ne. Ampak po mojem mnenju ta jezik ni zares formalističen, ker je izjemno raztegljiv. Ne. V bistvu v njemu veljajo v resnici samo slovnična pravila. Ne. Pa še to se večkrat vidi, kot da ne bi. Ne. Tisto, kar je res pomembno, je, da mislim, ko pišem, ne, prispevke, pri katerih nisem s srcem in dušo, ne, torej takrat, ko delam dnevna opravila, se mi ves čas zdi, da vozim po slabo utrjeni progi zelo gosto postavljen slalom. Ne. Štartno številko 76. Tako, lepa. Bravo. Ja. Je takrat sem se rodil. Tako, ja, no vsej. Vid romantike. Opet nam je štalka. Pejta v kino jutrno. Pa na tortice. Ne, in ko pa poskušam iti malo bolj literarno, ko pišem knjige, ne, ko si poskušam vzeti, če vedno ne dovolj, pa vsaj nekaj svobode, ne, se mi pa ne muda zdi, da padem v nek freeride. Ne, kada je to nek mehak prašič in takrat začnem tudi telesno uživati. Ne. Ko pišem tekste, časopisne tekste, razen nekih takih razen terenskih stvari, ne uživam. Ne. To upravljam zadnje leta bolj ali manj res kot službo. Ne. Ampak pri stvareh, ko sem na terenu, ko sem z ljudmi, ko je uživo, se pa sprosti tudi jezik. In to se, ne vem, pač to bralci seveda vejo najbolje, ampak to se gotovo pozna. No. Takrat se pojavi tisto, ne, kar je prej omenil Andraž, takrat padem noter, takrat je to, recimo temu, res ljubezen. Ne. Takrat sem celovit. Ne. In to se je v resnici prvič zgodil šele pri Ultra Bluesu, ne, ki je sicer nek dnevniški zapis, ne, ampak takrat sem se prvič v življenju osvobodil spon, da se moram držati točno določenih pravil in to je nemudoma vplivalo na jezik. Ne. Seveda se mi je najprej zdel, da si lahko prvošam v vsakem tretjem stavku pizda, kurac in drek, ne, ampak mi je to postalo jasno zelo hitro, da je to čisto brez veze, da ni potrebe po nadkompenzaciji. Pa da je malo dolg cajt. Ja, ne, da je brez veze, ne, da je to v bistvu tako, kot da bi delal študentski film. Ne. In s časoma sem se seveda osvobodil te potrebe, seveda ne v celoti. Ne. Kar velja tudi za kolega, ker najne komunikacije 1 na 1 so vse prej kot artikulirane, bolj zvenijo kot medmetovanje, gruljenje in kruljenje. Ne. Ne, se... Tako da... Ja, Prema tome, ja. Govorica. Hvala. Na tej točki. Res velik danes govoriš, se mi zdi malo. Ja, ponovadi imaš 98-2. Naslednjič bomo počtimali šahovsko uro. Ok, lahko bi dal šahovsko uro. Brez šale. Dobro, o novinarstvu ne bi veliko govoril, ne, pač oče se, otrok se najprej poistoveti tudi poklicno najbrž z očetom, ne. Sploh, če je njegov oče Silvo Teršek še toliko bolj, ne. Ampak meni je bilo hitro jasno, da so to tako velike stopinje, v katerih se lahko samo izgubiš mnogo prej, kot pa najdeš oprijem in si tega nisem drznil, hkrati je bil pa tudi on tako pošten in tako modro pameten, da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči. Da nisem prišel na FDV in da nisem šel še študirati novinarstvo, kar je bila čista neumnost. Ampak dejansko tisto, kar pa počnem, ne, je pa v zadnjih letih pa precej podobno novinarstvu, ampak tistemu najbolj radostnemu novinarstvu, ko si sam izbiraš teme in ko si sam izbiraš termine, v katerih boš objavljal in je to lahko 7-krat na mesec, ali pa samo 1-krat na mesec, ali pa par mesecev tudi nič, ob tem pa ni treba delati ne reportaže na bazen Kolezija, ne jeti na tiskovno konferenco Desusa v Spodnjo Kungoto, ne, sam sebi dajem delo. Zdaj, je pa očitno, tega pa ne skrivam s tem pisanjem, da se pa rad pozabavam z jezikovno-intelektualno masturbacijo. Ne? Brutalci so bili točno to. Točno, to sem ti hotel navršiti. Ja. In ti brutalci so bili moja prva življenjska izkušnja, ko sem za 6 tednov, to pač sem porabil za to,
dejansko bil all fall in. Ne? Tako intenzivno, da se tudi jaz se teksta nisem spomnil. Ne? Jaz nisem vedel, kaj sem napisal. In potem, ko sem šel brat, najprej sem si rekel, dober, če bom šel brat po enem tednu toliko narcisoiden sem, da se mi bo najbrž del dober. Če bom šel brat po enem mesecu, sem pa toliko perfekcionističen, da mi bo šlo verjetno na bruhanje. In sem šel to prebrat po 2 mesecih po tem, ko je to Boštjan prebral, pa ko je to Marcel prebral. Pa sem si rekel, ni slabo to, nekako sam sebi sem napisal knjigo po svojem okusu, ker ni bilo v knjižnici. Sem dober, v redu, No, zdaj sem pa v nekem obdobju, ampak jaz imam obdobja, recimo, jaz imam obdobja, ko pišem samo znanstvene tekste, pa imam obdobja, ko samo na televiziji gledam stare posnetke nogometnih tekem, kolesarskih dirk, pa teniških dvobojev. Potem imam en mesec, ko recimo gledam na YouTubeu samo filozofske konference pa okrogle mize. Pa imam en mesec, ko berem romane, pa imam recimo en mesec, ko samo kolesaram in na ta način v bistvu spreminjam. To so moji ventili, ker jaz se hitro naveličam. Jaz se vsega hitro naveličam, se pa rad tudi vračam in odhajam zato, da bi se lahko vrnil. Zdaj sem recimo napisal, tega pa me je malo tako groza, to bo treba še malo premisliti, tudi v družinskem okolju. Recimo, da sem napisal eno knjigo poezije. Recimo, da je 200 strani. Product placement. Zdaj, čakajte, sam. Zelo ste prijazni, sem mogoče, ko boste to brali, si boste mislili, fan bi mogel nastopati v kakšnih drugih institucijah, takih, ki te ven spustijo samo z dovoljenjem, pa tako. Vprašanje, ne vem, kaj je ratal. Je pa, torej pisanje je moje, to je res moje samoizražanje, ki se pa nastane, torej problem je, če pišeš premalo. Nastane pa tudi problem, ko pišeš preveč. In če si pravnik, je to še poseben problem, ker če si pravnik, ti nikoli ne bodo dovolili, da si filozof. Če si formalno, uradno diplomirani pravnik, ti nikoli ne bodo dovolili, da si karkoli drugega kot to in tudi ne bodo ti dovolili, ne da si pesnik, ne da si pisatelj. Etiketiranje je v tej družbi zabetonirano. In to je enako močno etiketiranje kot v politiki. Človek danes v javnem prostoru dejansko nima pravice do svoje lastne identitete, če ne pristane na to, da je ali pretežno lev ali pa pretežno desen. Ima 2 možnosti, da se odloči, a je lev ali desen, ali da se prepusti toku, da ga opredelijo kot takega. Pričemer tisti, ki to počnejo, si tudi jemljajo pravico, da si od januarja do maja levi, od maja do avgusta si desni, od avgusta do oktobra si kupljen, potem pa iščeš svojo identiteto, pa itak se boš vrnil tja, kjer si že bil. Na eno ali na drugo stran. No in če pa preveč pišeš in če je večina tvojih tekstov vendarle pravniško obarvanih, na neki točki ugotoviš, da si pa mal sam sebi dolgočasen in pomisliš, če si dolgočasen tudi tistim, ki te včasih mal preberejo, ker vidiš, da uporabljaš skromno število besed, skromno število stavkov. In meni takrat rata pred samim sabo mal neroden, zato takrat mal odložim pisanje, grem prebrati kakšno knjigo, mogoče tudi v angleščini, pa se pol vrnem, sicer stil pisanja ostane enak ali pa bistveno podoben, ampak vsaj v tistem vmesnem prostoru se ti v spominu naloži informacija, da si bil vsaj stiku z večjim številom besed, ki jih sam sicer pri svojem delu ne uporabljaš in na ta način sebi potrdiš, da ti je znan obstoj teh besed in se počutiš nekoliko razbremenjen. Je pa tlej težko kolebati, med literaturo pa med pravom je sploh pri nas težko kolebati, ker
v evropskem prostoru, pa še posebej v slovenskem, res to velja, ne? Če si iz določene stroke, se moraš obnašati, vesti, celo oblačati, tako kot ta stroka zahteva. Kaj šele pisati? V Ameriki recimo je to bolj lahkotno. Največji ameriški teoretiki in filozofi so esejistični pisatelji in tudi vsem razumljivi predavatelji. Zato so pa postali tako zelo prominentni po celem svetu. Pri nas je pa upravo podobno kot pri filozofizmu. Ne? Ljudje se skrivajo, stroka se skrivajo za nerazumljivost, zato, da skozi nerazumljivost ustvarja fikcijo, ideologijo, da so ljudje neumni in zato ne razumejo. V bistvu so pa ljudje prepametni, zato ne razumejo pravniških neumnosti. Ja. To me je v resnici zanimalo, prav to zatekanje v formalizem jezika, na nivoju govorice, na nivoju jezika in kaj v resnici pomeni, kaj se v resnici skriva za njim. A ima kdo slučajno uro? Jaz imam uro. 10:09. Ok, lepo, v redu. Lep umestni čas, bi si še eno stvar, pa nisem vedel, ali bi se tega lotil ali ne, ampak po drugi strani sta jo tolikrat omenila kot neko ali prispodoba ali osebni spomin, da jo skoraj da moram, sploh ob dejstvu, da se nahajamo v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer si, mislim, da debitiral tudi kot pisec dramskega besedila, predvidevam, da si debitiral, ne, z Rokovo modrino. Ne. Torej, ja, vprašanje je ta vajin šport, ne, ki mu obadva izkazujete v resnici ogromno mero, zdi se, da je res zelo, zelo pomemben del, pa ne bom rekel vajnega življenja, ne zanima me zdaj, kako se rekreirate, kdaj imate termin za fuzbal ali karkoli tazga, ne? Jaz imam sabo. Opremo in imaš pol Triglav. Urnik. Urnik, ne, ni treba, tega ne rabimo. Danes sem 20 benča, sem mi ni zanima me, zakaj ne prerastete tega? Ni to še ena stvar za idiote? Česa ne prerasteva? Tega športnega fanatizma. In to vas sprašuje športni fanatik, da ne bo pomote. Ne izuzemam se iz tega, ampak zakaj tega ne prerastete? A ga lahko jaz sesujem? Vidiš, ker nisi natančno opravil svojega dela in si šel pristransko, neobjektivno, novinarsko pogledati samo v intervjuje, ko so ti ustrezali, nisi pa pogledal intervjuja, ker sem jaz že zelo dolgo nazaj. Pred 3 meseci rekel, da sem presegel športni fanatizem. In si ga dejansko? Dejansko sem ga presegel. Zadnji moj športni fanatizem je bil, ko sem hotel prijatelju Boštjanu dokazati, da lahko brez posebne priprave pretečem te velik maraton. In si ga? 3:34. Čestitke, ok. Kaj pa? Evo. No, to je glih to, kar me ni zanimalo, ne? Prav, kdaj se rekreirate? Prerastuje Boga, jasna demonstracija. Je ta paradoks, ne? Ne, še čist. Prevelik je. Ampak ja. Včasih je bil res fanatizem, odvisnost, zdaj pa samo še ventil. Pri meni je pa obsesivno-kompulzivna motnja, ki mi klasična, nimam niti najmanjše potrebe, da bi se šel zdraviti. Zato, ker meni se zdi, da mi izjemno koristi pri mojem modelu, ker se mi zdi, da je, ne vem, pri ultramaratonih recimo, pri dolgih ustrajnih vzdržljivostnih športih potrebna podobna disciplina kot pri pisanju. Potrebna tudi podobna disciplina kot v dolgotrajnih človeških odnosih. Hkrati pa se mi zdi, da veliko bolj poglobljeno, umerjeno in toplo delujem iz dneva v dan, iz uro nižjem pulzu. Kar je nekako skregano z intenzivnim ukvarjanjem športom na prvo žogo, pa vendarle ne. Mislim, meni se je poprečen srčni utrip razpolovil v zadnjih 5 letih. Odkar pač laufam teke tudi do 100 km dolga. In se mi zdi, da me je to nasploh pomirilo. Bistveno manj sem impulziven, seveda to verjetno povezano s padcem testosterona, povezano je z jasno staranjem in tako naprej, ampak bolj kot opazujem generacijo fantov, ki še niso postali moški okoli sebe, se mi zdi, da se starajo hitreje in slabše, da so, pa ne samo fizično, da so veliko bolj nervozni in da imajo celo manj časa, kot ga imam jaz, ki ga notorično nimam. Se mi zdi, da pač za šport in za branje, za tek in branje kjerkoli, kadarkoli najdu čas. Zato, ker me to podobno kot novinarstvo, pa tudi kaj drugega osmišlja. Se mi zdi, da če bi izgubil možnost,
rednega intenzivnega gibanja, bi izgubil zelo, zelo, zelo velik del tal izpod noga, no, izpod nog. Zelo padel bi v nek nič, ne vem, med Osterjevske 4 bele stene, kjer moški ne preživi, ne. No, ampak športni fanatizem ima tudi drug obraz, ta je pa ta navijaški, ne? Ta srčnost seveda. v odnosu do drugih. Ne? To je pa še težje Človek upravičiti. odrasel sem na bežigrajskih tribunah, ne, sem nedojeban fuzbaler. Zato me zanima, zakaj še nisi tega prerasel. Tukaj pa lahko vehementno trdim, da to sem prerasel. In to sem začutil zares na finalu Evropskega prvenstva košarki v Istanbulu, kjer sem večkrat na tribunah tako mogel dejansko se prisiliti v izjemne emocije. Ne? Na tisti tekmi sem bil bistveno bolj miren, kot sem bil kot gledalec na osnovnošolskih odbojkarskih tekmah. Ne vem zakaj, ampak verjetno zato, ker sem pač že po polfinalu vedel, da to ni več tisto luzerstvo, kar sem in smo, ne, ampak sem tako spontano verjel v zmago, ne, in me ni bilo več ničesar strah. In okoli mene, ne, je bila množica ljudi, ki jih nisem poznal, pa smo čutili podobno. Ne, in to je bil po dolgih letih prvi nek kolektivni doživljaj. Ne. To je bilo to. Simpel je bilo. Ne. Do takrat me je bilo pa ves čas strah. Strah me je bilo, ko sem gledal še lansko sezono 27. po prvem teku Marušo Ferk, ko je vozila. Pa ne zabavam se, res. Ne. Zdaj me ni več tega straha. Nekaj se je zgodilo. Mislim, da vse te Humorist. Da finale, oziroma mislim, ta basket, ki se je zgodil, me je pozdravil tega športnega fanatizma. Travma je, navijaška travma, če ne drugega, je pozdravljena. No? Več nismo mogli sanjati. No? Ne? To je to. To je bila terapija. Ok. Da ne bo ta humanizem prerasel v humorizem, tukaj na moji desni. Je že. Pa glede na to, da je, se mi zdi čas ravno primeren, da mogoče za vsaj par minut povabimo k besedi še koga, če bi imel kakšno vprašanje ali pa kakšno pripombo. Mislim, da sicer mikrofona nimamo, ampak Magna Voke, tam od zadaj vidim eno roko. Ja, prosim. Vi, ja. Ja. Utopija pravil. Ja. Ja. Utopija pravil, birokracija, šolstvo, politika, kaj pa pravo? Pravo in utopija pravil. Ja, se za to gre. Tako lahko tukaj nekakšna razlika med enim in drugim pravom, našim evropskim pa ameriškim pravom, glede na utopijo pravil. Med evropskim dejansko ne. Med ameriškim pa evropskim je pa bistvena. Ampak iz vidika utopije? Ne, to pa ne. Bistvene ni. Vsaj po avtorju te knjige bistvene ni. On dejansko opisuje dogajanje ne v Evropi, ampak primarno v ZDA, v izhodišču in pol šele presedla preko kontinentalne anglosaške Anglije do naprej v Evropo. Ne, ni bistvene razlike. Ne. Okay. Svetovni pojav. Prosim, ja. In temu ne moramo ubežati. Jaz vidim največjo težavo v tem sistemu to, da vsak posameznik ne pozna svojih pravic. In jaz gledam to tako in za mene zgleda to tako, kot bi postavila nekoga, ki nikoli ni videl košarke, na igrišče za košarko mu dala žogo in zraven kot nasprotnika bi mu postavila Magic Johnsona in bi mu rekla igraj. Mene zanima, kako vi dva vidite posameznike v Sloveniji v tem smislu, v katerem sem vprašala. Ne? Ali vi dva tudi opažate to, ali pa Andraž Tešek, mene zanima predvsem tvoje mnenje, ali tudi ti samo opažaš, da je največja problematika sistema ta, da dejansko ljudje sploh ne poznajo pravil igre sistema? Ne. Ne. Kot prvo, Bok in Marx ne dej, da bi krivil ljudi. Ne? Ljudi ne krivim za to,
da nečesa ne poznajo ali nečesa ne vedo, ker jih razumem kot žrtev ali celo suženjska podrejena sila tistega, kar je. Zdaj, kot drugo, razen seveda v izjemnih, ekstremnih primerih, ampak recimo, da govorimo o nekem povprečju. Zdaj, kot drugo, a veste, če bi se pogovarjali o pravilih na ta način, bi se pogovarjali zelo popreproščeno. Pogovarjati se danes o sistemu pravil in o sistemu pravnih pravil je drugače, kot če bi se pogovarjali o tem pred 30 ali pa celo pred 50 leti. Danes je pravo tehnični mehanizem, ki je sam sebi namen. To je tehnični mehanizem, ki v družbi deluje kot orodje in prepogosto orožje za tisto, čemu rečemo birokracija. Birokracija je glavna politična in družbena tehnika obvladovanja in vladanja, ki je lahko to, kar je, samo pod pogojem, da pri tem uporablja silo ali vsaj grožnjo fizične prisile. In pravo je tista tehnika, ki deluje kot grožnja te prisile ali ki na koncu dejansko ta prisila je, ko se nekomu nekaj zgodi. In ta sistem lahko deluje tako pošastno vse prezentno in do zadnjega delčka družbenega življenja, vključno, da srka zasebnost in intimnost, samo pod pogojem, da je tako zaščičen, da je tako enormen, da postane nepregleden. Nepregleden je tudi za tiste, ki ga ustvarjajo, in nepregleden je tudi za tiste, ki ga uresničujejo. Vendar za razliko od človeka, ko človek reče, da pravila ne pozna, ker je nejasno, ker je nenatančno, ker ni imel do njega dostopa, ker se ni znajdel v nepregledni množici pravil, ali pa je celo šel malo raziskati, pa je ugotovil, da je za isto reč več različnih pravil. Posameznik nima pravice, da se sklicuje na te vrste nevednost. Birokracija v službi države, v službi javne oblasti, pa prav to uporablja kot glavno orodje nadzora, ukazovanja, obvladovanja in prisiljevanja. Kajti po funkciji, ki si jo je ta oblast sama določila vsebinsko, definirala in jo prevzela, ima vedno samo ta ista oblast pravico, da tudi ali prezre obstoj pravila, ali pa pove, kaj je dejansko vsebina tistega pravila v tistem konkretnem primeru. Tako da dejansko človeku, tako daleč smo prišli, niti ne pozna, niti ne pomaga vedeti ali poznati pravila ali njegove vsebine, kajti, če bo v nekem konkretnem primeru njegova razlaga, zdravorazumska, morda podprta z mojim pravnim mnenjem, odražala dejansko vsebino tega pravila, mu bo oblast odgovorila, da se je zmotil. In oblast nima nobenega sramu, nobene slabe vesti pred tem, da človeku laže v obraz, ko mu govori, da se je zmotil glede nečesa, glede česar se ni mogoče zmotiti. Zato oblast reče temu človeku, gospa, mi vemo, da vi lani niste imeli nobenih prihodkov, ampak veste, nam je računalnik vrgel vam prihodke izmed 3 let, ki ste jih imeli. Zdaj mi sicer vemo, da v zakonu piše, da morajo biti dohodki od lanskega leta, ki mi obračunamo vašo dohodnino, ampak veste, nam da računalnik dohodke izpred 3 let, zato da vam tega ne damo. A veste, gospa, to je sistemski problem. Konc. Ljudi ni sram. Tako so se navadili. Birokracija je postala način nemišljenja. To ni način mišljenja. To je način nemišljenja. Zato je pretenciozno tistim, ki se tega zavedamo in ne želimo biti v tem smislu idioti govoriti, da smo uporniki. Mi nismo uporniki. Mi želimo samo dihati. Nič drugega. In vedno slabše bo. Seveda bo vedno slabše.
Mene pa zanima, ali je mogoče oziroma kako je mogoče misliti demokracijo izven okvirov birokracije oziroma pravne države. Samo berite Aristotela. A mi lahko še vsem odgovorite? Demokracija, ki je političen koncept, je ravno zato, ker je političen koncept, to je etičen koncept. Ne? To je filozofski koncept. Ne obstajajo ločeni politični, filozofski pa pravni koncepti. Vse ima isti izvor. In izvor je etika. Ampak pristna etika. Ne etika v smislu, kot jo razumemo danes, ne, ali kot prazno floskolo, s katero se doseže rekordno zmago na volitvah, ali pa kot neka formalistična, tehnicirana etika v smislu etičnih kodeksov, ne, ki imajo enako vrednost, kot je vrednost podpisa na šipo zarošeno, ki se odrosi takoj, ko speleš pa narediš 10 metrov z avtom. Torej, nimajo nikakršne vrednosti. Kajti danes živimo v družbi, ko dejansko ne obstaja več razlika med prav pa narobe. Ni več razlike med prav pa narobe. Mi se ne pogovarjamo več, kaj je prav in kaj je narobe. Mi se pogovarjamo, kaj piše v pravnem predpisu, pa kaj ne piše v pravnem predpisu. Mi živimo v družbi, ko nam celo funkcionarji in celo sodnice in sodniki rečejo, veste, to je morda res etično sporno, ampak zakon pa tega ne prepoveduje. Živimo v družbi, v katerem je državljanu na eni strani dovoljeno tisto, kar mu je izrecno dovoljeno, pa še zato ga lahko kaznujejo, na drugi strani je tistim, ki nam gospodarijo, dovoljeno vse, razen tisto, ker jim je izrecno prepovedano, pa še za tisto niso krivi, če kdaj to kršijo. Torej, etika je kot način življenja in mišljenja izgnana iz družbe. Dejansko pa v svojem izvoru zelo enostavno pomeni človeka s sposobnostjo mišljenja, ki v povezavi z drugimi ljudmi, s katerimi oblikuje skupnost, presoja in odloča in sprejema odločitve za čim boljše skupno življenje v čim večje dobrobit vseh. To je etika. Zato je pristna etika politike hkrati pri Aristotelu, ki je začetnik, tudi pristna demokracija. Brez etike ne more biti demokracije. Za demokracijo tudi ni dovolj samo morala. Morala je premalo za demokracijo. Hkrati pa za demokracijo tudi ni dovolj teleološka etika. Imate teleološko etiko, pa deontološko etiko. Teleološka etika je to, kar se gremo mi in kar se grejo v vsaki evropski državi. Kaj je za nas najboljše? Bi sprejeli begunce? Ne, še za nas ni dosti denarja. Bi dali hrano beguncem? Joj, ne, pri nas imamo ljudi, ki živijo v revščini. Bi zgradili begunski center? Ja, ne, najprej prioriteta je zgraditi vrtec, pa šolo. Najprej naslednjih 2000 let skrbeti samo zase in če bo kaj ostalo, po definiciji pa nikdar ne ostane, ker vedno mi nekaj rabimo, damo kaj tujcem. To je teleološka etika. Deontološka etika pa je, za nas imamo dovolj, tisto, kar imamo, je celo še preveč, da je preveč ugotovimo vsako nedeljo, ko gremo slučajno po prašek v nakupovalni center in ne najdemo enega parkirnega prostora, ljudem, ki potrebujejo in oni res potrebujejo, mi živimo v izobilju, razen unih 280 000, ki živi v revščini. 280 000 ljudi v Sloveniji živi pod pragom revščine. Kakšna etika? Ampak to pomeni, da tujcu ne bomo pomagali, dokler teh 280 000 ne bomo spravili iz revščine? Ne, to pomeni, da moramo istočasno delati oboje. To je demokracija. In to je deontološka etika. Jaz predlagam, da zaključimo na tej točki, ker se mi zdi tak lep trenutek. Seveda smo še vedno tukaj, v istem prostoru, oziroma če nismo tukaj, smo pa tam, tako da lahko še vedno kakšno stvar rečemo, ni razloga, da to našo skupnost razpustimo takoj. Hvala lepa, da ste prišli v tolikšnem številu, pridite še kdaj v deželo pridnih, seveda pa največja in najlepša hvala Boštjanu Videmšku in Andražu Teršku. Nismo odgovorili na vprašanje.
Damo mandat na glasovanje, ne? Idiota. Ja, dobro, pustimo, kaj dobro vtizga. Ja, smo se zlekali. Smo se zlekali. Ne, dobro smo se zlekali. Ja, pa samo če ima sako. Sako. Čakaj. Samo eno vprašanje za vas. Eno vprašanje je,